Z nami sta zdaj Radovan Cerjak, odvetnik nekdanje partnerice Janija Prednika, ki je vložila kazensko ovadbo zoper Prednika, in politični analitik Antiša Korljan. Dober večer obema. Dober večer. Gospod Cerjak, zakaj se je nekdanja partnerica Janija Prednika odločila, da vloži kazensko ovadbo zoper Prednika? Je morda želela, da imajo njegova dejanja, ki naj bi jih storil, tudi politično ceno, da zanje plača tudi politično ceno? Nikakor ne. Razlog za vložitev ovadbe je pač ta, da gospod Prednik prevzame svojo osebno odgovornost za to, kar je počel. Dejanja, ki jih je on počel, so dejansko resnično nesprejemljiva. Je pa seveda trajalo nekaj časa, da se je gospa, ki jo zastopam, sestavila, zbrala pogum in podala to kazensko ovadbo, naredila tisto, kar se v takih primerih pač mora. Razumljivo, če si ti pač deležen nekega nasilja, dlje časa trajajočega, fizičnega, psihičnega, raznoraznih manipulacij, potem potrebuješ nek čas za to, da zbereš pogum in to tudi narediš. Naj vam samo povem to, recimo, da je večkrat, ko mu je omenila, da ga bo prijavila, da to, kar počne, ni pravo pot, oziroma da to niso prava dejanja, ji je grozil na različne načine, tudi s tem, da bo uničil njeno družino, da bo jo uničil na delovnem mestu, njeno kariero, da na koncu koncev itak ji ne bodo verjeli, ker da je nora, da njega imajo radi tako levi kot desni in podobno in podobno. In v takih okoliščinah, razumite, je pač potrebno nekaj časa, da narediš tisto, kar pač moraš narediti. Gospod Korljan, Prednik je že prevzel politično odgovornost za svoje ravnanje. Kako gledate na njegov odstop, glede na to, da se pri nas funkcionarji zelo težko poslovijo svojih funkcij in odstopijo? Kot je zapisal, odstopa ne zato, ker bi bil kriv, ampak ker politiki ne smejo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov. Jani Prednik je v resnici storil tisto edino, kar v takem primeru človek v normalni družbi stori. Povlekel je konsekvence, sprejel je politične posledice svojega početja, na pravne posledice, kot slišimo, še čakamo. V vsakem primeru pa je to, kar je storil on, pravilno. Še morda velja reči, da je takih primerov premalo. Se pravi, da se nekdo, ki stori tisto, kar je narobe, da tako rečem, se prevečkrat obrnejo v to, da iščejo razloge, zakaj so to storili, zakaj ne bodo povlekli političnih posledic oziroma konsekvenc in tako naprej. Skratka, Jani Prednik je tisto, kar je storil danes, je storil prav, tisto, kar je storil v začetku leta, pa seveda absolutno narobe in vredno vsega obsojanja. Gospod Cerjak, kakšni pa so glavni očitki Predniku od nekdanje partnerke, ki ste jih zapisali v kazenski ovadbi, ker Prednik v osebni izjavi medijem piše, da je težko brati nekaj, kar nisi? Jaz vam lahko zagotovim, da so vsi ti očitki podprti z trdnimi dokazi. Te njegove besede, ki sem jih tudi jaz danes prebral, ko sem prišel domov, so tudi mene presenetile, pa čisto iz enega preprostega razloga. Te besede njegove kažejo, da gospod Prednik pravzaprav ne premore niti trohnico samokritičnosti do lastnih početij, do lastnih ravnanj, ki so edini vzrok, da je prišlo do tega, zaradi česar pač danes se tudi tukaj v vašem studiu pogovarjamo. Torej, vse, kar je bilo zapisano v tej kazenski ovadbi, drži, stoji, zato obstajajo po moji oceni dovolj trdni dokazi, da tožilstvo mimo teh dokazov ne bo moglo iti, tako da kar pač on danes govori, poskuša seveda minimalizirati svojo početje in se zopet prikazati kot žrtev, čeprav on zagotovo ne v tem postopku, ne v nekem drugem postopku z
neko drugo gospo, ki jo prav tako tam pa nastopam kot zagovornik, seveda ni nobena žrtev, prej obratno. Gospod Korljan, menite, da je z odstopom Prednik politično razbremenil stranko SD in ji omenjeni očitki, ki jih je nekdanja partnerka očitala Predniku, ne bodo škodili? Predsednik je danes dejal, tega primera ne bomo več komentirali. Jani Prednik seveda je svojo potezo razbremenil socialdemokrate, za razliko od nekdanje pravosodne ministrice, ki se je kar nekaj časa upirala temu, da odstopi oziroma sprejme posledice svoje napačne politične odločitve. Stranka je po mojem razbremenjena, hkrati pa moramo vedeti, da je stranka v tem trenutku z odhodom Janija Prednika tudi oslabljena. Ne smemo pozabiti. Prednik je bil, da tako rečem, vzhajajoča zvezda slovenske ne samo socialdemokracije, ne samo leve sredine, pač pa tudi slovenske politike. On je pravzaprav, tako kot smo ga opazovali, imel vse, kar je v Sloveniji potrebno za to, da se človek vzpostavi kot uspešen politik. Bil je komunikativen, bil je medijsko je bil prepoznaven, tudi ankete so ga prepoznavale kot priljubljenega in uspešnega politika. To se je razblinilo pravzaprav danes oziroma v teh dneh. Od današnjega dne naprej Jani Prednik nima praktično nobenega političnega kapitala več oziroma paradoksalno, edini politični kapital, ki ga ima, je današnja odstopna izjava. Skozi to se bo morda nekoč v prihodnosti lahko vzpostavljal kot verodostojen politik, ki je sprejel, kot smo že rekli, politične posledice. Pričemer seveda moramo počakati na to, da sodišče oziroma preiskava opravi svoje, pričemer pa velja tudi opozoriti, tudi v primeru, ko je bil nekdo pravnomočno obsojen, ko je nekdo odsedel zaporno kazen, to v Sloveniji ne pomeni, da je za veke vekomaj pregnan iz slovenske politike, kot opazujemo recimo Pavleta Ruparja, nekdanjega poslanca, ki je to dal skozi. On danes funkcionira v slovenski politiki kot bolj ali manj legitimen predstavnik. Gospod Cerjak, kako bo zdaj naprej potekal postopek? Vložili ste kazensko ovadbo na tožilstvu, ker Prednik v pismu, ki ga je objavil v odstopu, pravi, da bo resnica na sodišču prišla na dan. Kako bo zdaj potekal postopek naprej? Ta trenutek je ovadba na tožilstvu. Kolikor sem jaz informiran, naj bi iz tožilstva zadevo odstopili policiji, da policija opravi še določena dejanja. Predvsem mislim, da bo policija tukaj opravila pogovor tudi z gospodom Prednikom samim. Ko se bo zbrala pač kompletna dokumentacija, ko bo tožilka oziroma tožilec, ne vem kdo pač dela na tej zadevi, zbrala ali zbral kompletno dokumentacijo, potem je stvar na tožilstvu, da se odloči, ali bo eventualno ovadbo zavrglo ali pa bo vložilo nek zahtevo za preiskavo ali pa direktno nek obtožni akt. Kaj se bo iz tega izcimilo, po moji oceni, glede na to, kar poznam in glede na to, kar sem videl, sem prepričan, da takih dokazov tožilstvo seveda ne bo moglo spregledati niti ignorirati. Gospod Korljan, če pogledamo odstop Prednika v luči dogajanja na KPK, ki obravnava predsednika vlade Roberta Goloba v primerih Karikador in Bobnar, je Prednik predsedniku vlade, ki je pred volitvami obljubljal, da bo odstopil, če bi protikorupcijska komisija v njegovem primeru ugotovila kršitev integritete, pokazal, kako bi moral Golob reagirati, če bo protikorupcijska komisija pri njem ugotovila kršitev integritete. Jaz bi rekel tako, v narekovajih greha oziroma kršitvi, ki visijo nad enim ali drugim politikom, če ju primerjamo oziroma jih primerjamo, to, kar se pripisuje oziroma je storil Jani Prednik, je seveda neskončno težje od tega, kar se pripisuje predsedniku vlade. Kar se tiče morebitnega sledenja svetlemu zgledu, da tako rečem, v to pa nisem tako zelo prepričan oziroma dvomim, da bo predsednik vlade
ki je po vseh dosedanjih in dostopnih izjavah zelo prepričan, da ni storil ničesar narobe, dvomim, da mu bo sledil. Najlepša hvala obema, da sta bila naša gosta. Hvala lepa. Hvala za vabilo.